Nas zelo veseli, da je zanimanje medijev tudi za izobraževanje odraslih. Namreč, jaz bom rekel, za razliko od izobraževanja otrok, kjer je Slovenija res v zelo dobri kondiciji, je izobraževanje odraslih ena od tistih stvari, kjer pa s stanjem ne moremo biti tako zadovoljni, kot bi lahko. Pa ne govorim toliko o samem izobraževalnem procesu, ampak govorim predvsem o stanju izobraženosti odraslih. Mi namreč danes vemo, da nam po 40. letu, po 45. letu v trenutni populaciji kompetence v primerjavi z drugimi državami začnejo, ne bom rekel sicer rapidno, ampak nam začnejo te kompetence padati. Torej, naši 45 do 60 letniki ali pa 50 do 65 letniki niso glede znanj, kompetenc in tako naprej tako dobri kot njihovi vrstniki, zdaj pa moram reči vrstniki v najbolj razvitih industrijskih državah. Zaradi tega se seveda moramo vprašati par stvari. Prva je, kako dobro pravzaprav te kompetence, potem ko posamezniki izidejo iz formalnega izobraževanja, nadgrajujejo, oziroma na drugi strani, kako dobro imamo sistem nadgrajevanja teh kompetenc kasneje, ko posamezniki so že v nekem delovnem procesu. Torej, na eni strani je odgovornost posameznika oziroma posameznice in na drugi strani je seveda, kako je sistem postavljen, zato da se posameznik in posameznica lahko v svojih veščinah, spretnosti, znanjih in tako naprej pravzaprav nadgrajujeta oziroma lahko tudi se dokvalificirata, prekvalificirata in tako naprej. Mi, kot rečeno, nimamo zavidljivega stanja in če ste spremljali debato, ki smo imeli, mislim, da je zdaj več kot en mesec od takrat v državnem svetu o kompetencah odraslih, potem boste seveda vedeli, da recimo 1/3 odraslih nad 45 letom zelo težko razume delovna navodila. To je seveda za delovni proces zelo slabo. Kajti v delovnem procesu se lahko zgodijo napake, dogaja se, da je delo slabo upravljeno zaradi nerazumevanja navodil, dogajajo se tudi delovne nesreče, dogaja se stvari, ki jih pravzaprav težko ali ne moremo predvideti. In zaradi tega je, kot rečeno, odgovornost tudi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da ne dela samo v okviru tega recimo formalnega dela izobraževanja z najmlajšimi ali pa z mladimi generacijami, ampak da enakomerno celotno zadevo naredi za vse generacije, kajti ni več tistega, da si enkrat hodil v šolo in potem enkrat in zavedno smo to zadevo končali, ampak je že davno postala orientacija to tako imenovano vseživljenjsko učenje. Republika Slovenija ima strategijo izobraževanja odraslih, ki poteče veljavnost v letu 2020. Imamo tudi študije, tudi najnovejšo študijo OECD-ja, ki nam kaže neko sliko, kje pravzaprav v izobraževanju odraslih smo in kaj bi bilo treba narediti za to, da to izobraževanje odraslih nadgradimo. S tem izobraževanjem odraslih predvsem mislim za vse tiste, ki so iz tega ali onega razloga prehitro zapustili izobraževanje in niso dosegli svojega potenciala, da pač imajo tudi v kasnejših letih, torej kot odrasli ali pa, ko se že proti starejši dobi pomikajo, da imajo seveda možnost, da ali da dokončajo osnovno šolo, ali seveda srednjo poklicno, ali karkoli od tega. In to, kar danes predstavljamo, je pravzaprav to. To je promocija tega, promocija vseživljenjskega učenja,
promocija tega, da lahko naši, zdaj bom pa ne bom rekel starejši, ampak v mladi dobi nadgrajujejo svoje znanja, kompetence in na ta način seveda na eni strani bolje sodelujejo na trgu delovne sile in na drugi strani seveda zaradi tega imajo tudi, recimo temu, bolj kvalitetno življenje. Tako da tisto, kar počnemo in kar bomo tudi počeli v prihodnje, je dopolnjevanje kompetenc, dopolnjevanje formalne izobrazbe na različnih ravneh. Omogočali bomo možnosti dokvalifikacij, prekvalifikacij in tako naprej, če želi nekdo v kasnejših letih spremeniti poklic, zaradi tega ali onega razloga je seveda prav, da mu je to omogočeno. Ampak tisto, kar pa bo del tudi prihodnje strategije izobraževanja odraslih, bo pa tudi sodelovanje s podjetji, kajti večina teh kompetenc ali pa večina do izobraževanja se lahko zgodi, ne govorim, da nujno, ampak lahko zgodi v sodelovanju s podjetji. Kajti tam bomo zajeli največ delovno aktivnih odraslih, tam bomo lahko za delovno aktivnimi odraslimi tudi več počeli in to je tudi nekaj, kar nam OECD absolutno predlaga, kajti OECD sam vidi, da ne znamo zajeti v okviru tega vseživljenjskega učenja dovolj odraslih, zato da bi pravzaprav nadgradili njihove kompetence. Torej, če zaključim, cilj je jasen. Cilj je seveda, da se tudi za tiste po 45. po 50. letu, da so zadeve omogočene, zato da lahko, ker nič ni zaključeno in tudi njihova delovna doba ni zaključena, pa tudi, če je delovna doba zaključena. Zakaj kasneje, ko so že v pokoju, ne bi nadgrajevali, s tem trenirali svoje možgane, s tem vstopali drugače, bolje v odnose z drugim. Ne konča, ni ta izobrazba samo za delovni proces. Ampak kot jaz pogosto rečem, ta izobrazba je za 24 ur življenja.